Na makadamu me je Toyota BZ4X ponovno spomnila, da v tem primeru ne gre samo za klasičnega električnega SUV-ja, ampak tudi za električnega terenca z zmogljivim štirikolesnim pogonom, ki se na takšnem makadamu odlično znajde, lahko celo pleza po skalah ali pa brodi po kar pol metra globoki vodi. Pravzaprav ga je doslej ta štirikolesni pogon, razvit v sodelovanju s Subarujevimi mojstri, naredil celo bolj pravega terenca kot pa SUV-ja. Zato, ker je bil pri nevsakdanjih opravilih na makadamu v resnici boljši kot pa pri vsakdanjih opravilih na cesti. Pravijo, da se je motiti povsem človeško in kdaj pa kdaj se zmotijo tudi avtomobilski proizvajalci. Ampak le redki so tisti, ki svoje napake priznajo, povedo, kaj so ušpičili in obljubijo, da bodo te napake popravili. In prav to je ob premieri prenovljenega modela BZ4X naredila Toyota. Since we launched in 2022, we have spent a lot of time listening to customers and media in Europe, and specifically Northern Europe for cold climates. And we call this Gensu Genbutsu, to go to see for yourself. So our deputy chief engineer and chief engineer, they went to Norway, they drove a lot, they charged during the darkest and coldest months to just improve specifically the winter conditions and the charging performance in cold climates. We call it Kaizen, we call it continuous improvement. So we really want to listen to customers and to make it easier for them to use the car. Še preden pa pogledamo, katere so te obljubljene izboljšave, pa kratek opomnik, naročite se na naš YouTube kanal, da boste na tekočem z vsemi avtomobilskimi premierami. Tekom prvih 3 let življenja BZ4X, ki je prva namensko zasnovana električna Toyota, smo lahko prebirali komentarje uporabnikov, ki so tarnali nad slabim dosegom, zimsko neučinkovitostjo, omejitvami pri moči AC in DC polnjenja in celo pri številu hitrih polnjenj. Zato je ta avto zdaj izboljšan na praktično vseh področjih, ki si jih lahko zamislimo, predvsem pa na tistih, ki izboljšujejo njegovo vsakodnevno rabo. Za začetek so se inženirji lotili izboljšave učinkovitosti in prvi ukrep je aerodinamična optimizacija. Pri Toyoti pravijo, da sta najpomembnejša ukrepa ta dvignjen zadnji spoiler in pa bolj zglajen, bolj zravnan pod avtomobila. Električni pogonski sklop je zasnovan skoraj popolnoma na novo, s posodobljenima e-osovinama, ki prinašata manjše izgube in večjo učinkovitost. So we have a super polishing process on the gear tooth, so on the gear itself. We're using a silicon carbide semiconductor to allow higher power. And then we have replaced the mechanical oil pump with an electric one that is more efficient and also reduces the losses in the e-axle itself. Največja moč je bila povečana že na 252 kW, spremlja pa jo še večja vlečna zmogljivost, ki zdaj znaša 1500 kg. Naslednja pomembna posodobitev pa je polnjenje, ki je zdaj močnejše. Po novem lahko na modelih z vrha ponudbe z izmeničnim tokom polnimo celo z 22 kW moči, hitro polnjenje z enosmernim tokom pa poteka z največ 150 kW. One of complaints of the customers was also that this car had a limited number of fast charging cycles per day. So in the beginning, when we launched in 2022, we indeed had a cap of number of DC charge you can do per 24 hours. This has, since the launch, gradually improved, and this car has a limitation of more than 5 times 10 to 80% 150 kW sessions per 24 hours. Baterijo lahko po novem za optimalno polnjenje ročno predpripravimo. Izboljšano pa je bilo tudi hlajenje baterije. Po zaslugi povečane baterijske gostote, bruto kapaciteta večje baterije zdaj znaša 73,1, manjše pa 57,7 kWh. Električni doseg tako po novem v primeru različice z večjo baterijo in prednjim pogonom po VLTP napovedih krepko presega 500 km. No, štirikolesni pogon pa bo zmogel nekaj manj kot 500 km. Kaj pa poraba v praksi? Po tej prvi vožnji nekako težko povem,
relevanten podatek, ker smo vozili veliko po makadamu in tudi zelo dinamično. No in na tej vožnji sem imel povprečno porabo nekje med 18 in 19 kWh na 100 prevoženih kilometrov, kar se zdi zelo obetavno, seveda pa bo več povedal naš daljši test. Je pa treba dodati, da je ta poraba energije že na prvi pogled precej boljša od različice tega avtomobila pred posodobitvijo. Model BZ4X je bil na področju voznih lastnosti pravzaprav zelo dober v vseh pogledih in ravno zato se je že doslej zelo spodobno prodajal. Njegov potencial so znali ceniti predvsem v severnih državah, ki so seveda vremensko zahtevnejše in tam so njegove vozne lastnosti prišle močno do izraza, še zlasti po zimi. Te vozne lastnosti so zdaj z novimi nastavitvami vzmetenja še nekoliko izboljšane, predvsem ko govorimo o udobju oziroma o učinkovitem blaženju. Za dinamično vožnjo pa sta bila izboljšana še togost karoserije, predvsem pa elektronski nadzor delovanja štirikolesnega pogona, ki se pri vstopih v zavoje in izstopih iz zavojev močno občuti. I'm happy to hear this. So the BZ4X is built or based on the ETNGA architecture, which is a modular platform ensuring low center of gravity and very high body rigidity. And of course, this helps to create a fun to drive and dynamic chassis. And we have also, in this new model, retuned the steering. We have adjusted the dampers to make it more stable, even more planted on the road to have a quicker steering and more control for the driver. In k izboljšanju udobja prispevajo tudi ključne posodobitve v notranjosti, ki so povezane z zmanjšanjem nivoja hrupa in vibracij, ki pridejo v potniško kabino. So we have installed more sound insulating material, both in the wheelhouses around. We have isolated especially the rear electric motor with a sound shield, so to say. Front doors, we have a thicker acoustic glass. And overall, we have added a bit of more premium material to the cabin, a bit of less hard glossy plastic to also give a softer and more sound isolated cabin. Sicer pa je koncept notranjosti enak kot prej. Merilnike še vedno gledamo tukaj nad tem majhnim volanskim obročem, je pa nova osrednja konzola, ki zdaj ponuja 2 mesti za brezžično polnjenje telefona. In pri Toyoti so kritike poslušali tudi, ko govorimo o osrednjem zaslonu, ta je po novem vzet direktno od Lexusa. Celo klimatska naprava, ki jo po novem upravljamo z 2 vrtljivima gumboma, porabi za 30% manj energije kot prej. In to resnično kaže na dejstvo, da so se prenove pri Toyoti lotili izjemno celovito. Ta avto pa bomo seveda preizkusili tudi na daljšem testu. Do takrat pa vam ponudim še nekaj sorodnih vsebin, tudi z bolj natančno razlago terenskih zmogljivosti.